se v družbi zdaj pojavlja pogosto ta pojem evtanazije, da se skuša to nekako spraviti v javno debato. Mislim, da so to zelo nevarne stvari, ker pojem evtanazije je pojem, ki je zelo obsežen, globok, ima izjemno težo in je pravzaprav nepovraten, dokončen. Naprimer, o drugih pojmih, ki so nekako, bi rekla, pred tem pojmom in bi jih bilo dobro obravnavati in ljudem, ki razložiti o tem, so paliativa, kot je profesor Slavčeva rekla, o tem se premalo govori, ravno tako ortotanazija, to je naravno umiranje, tako je moj mož umrl, in distanazija, to pomeni, da skušamo življenje podaljšati za vsako ceno, za vsemi možnimi sredstvi. In paliativa, ortotanazija in distanazija so pojmi, ki bi jih morali ljudje bolj poznati in bi se potem, to so pojmi, ki imajo še neko prihodnost, to ni dokončnost. Tukaj se lahko stvari še razpletejo v zelo pozitivni luči. Neštetokrat sem bila prisotna, ko so, recimo, smo pričakovali, da bo nekdo umrl. Ta oseba se je na nek čudežen način zlizala iz tega končnega stanja in zanimivo, da se je življenje podaljšalo tudi za leto, 2 in 3. Torej, kdo lahko sodi, da bo ta in ta oseba zdaj in zdaj umrla? To je lahko vedno groba napaka in je treba biti pri takih stvareh izredno pozoren, premišljen in previden.